gospod Pučnik, zdaj vaš oče, žal ga ni tukaj, ne? Zdaj 25 let potem, ampak on je bil eden ključnih akterjev tega prehoda v večstrankarski sistem in teh volitev, ne nazadnje, ne? Ampak recimo, kako pa vi danes gledate na teh 25 let v bistvu strankarske demokracije v Sloveniji, ne? Oče vaš je imel v bistvu neko nocijo tudi recimo primerjavo s tujimi sistemi, recimo s tujino, z Nemčijo. Poglejte, zdaj tukaj je lahko streljati, ampak ne bom tako. Demokracija je tudi kreganje, to ni to nekaj tako enostavnega. Jaz nimam takega spomina, da bi bilo pred 25 leti vse tako idilično. Tukaj so bili hudi konflikti, ti so tudi danes in prav, da je. Problem je v tem, če se kregamo za tiste stvari, ki so res pomembne, ali pa za nepomembne stvari. To pa je, občutek imam, da se kregamo danes malo za nepomembne. Takrat so bili nedvomno za pomembne in to ljudje tudi razumejo. Tudi danes so izjemno pomembne trenutki, ne tako pomembni kot tisti pred 25, ampak počasi gre v tisto smer, ne? Veste kako je, to je kot alkoholik, ne? Pravijo, da alkohol ubija, ne? In alkoholik lahko odgovori, sej nimam nobene sile, ne? Zdaj mi smo tu, ne? Zgleda, da nimamo velike sile, to je v redu, ampak smer je še vedno tista. Edino se mi zdi, da nekaj razen, recimo SDS, pač, ki je stranka od leta, ki je stranka, ki je vaš oče ustanovil, je splošno politične scene, ampak nekako se niso razvile te, bi rekel, neke klasične linije politične, ki bi pač znotraj sebe mnogo stvari razrešili, ne bi jih rabili v parlamentu. Eni od problemov v politiki je ta, da politik, ki reče, vse bo dobro in prihodnost je itak čudovita, ker skušamo biti vsi optimisti, ta vedno nekaj pridobi. In če je nov, ne, mogoče še malo nežno zgleda, kar je nekaj dobrega, ne, je potem uspe, ker si vsi želimo, da bi bilo dobro. Ampak ni tako. Problem je ni tako. In stranka, ki pove, kje je problem, kar je prvi korak za to, da se problem rešuje, ta ne uspe zmeraj. To pa je odvisno od politične kulture. In veste kaj? Vsak ima vedno, in to govorim tudi zase, točno tisto, kar si zasluži. To je stanje. Žal je tako, ampak to ni proti nekomu. To je tako. Čas bo verjetno tudi svoje prinesel. Veste kaj, če bi zdaj pomislil na mojega očeta, čas me figo briga, kako bomo govorili čez 20 let, kako smo falirali. Sedaj treba stvari narediti in zato je trenutek za danes in ne za kako bo čez 20 let. Hvala vam.